Okolje daje klubu neizmerno energijo in podporo pri delu, klub pa ostaja tesno povezan z okoljem. Na različne načine pomagamo, je zapisano med osnovnimi načeli delovanja kluba iz Ljudskega vrta in pomagalo se je tudi tokrat. NK Maribor je leta 2011 kot prvi športni kolektiv v državi pristopil k akciji zbiranja dragocene življenjske tekočine, ki jo v zdravstvenih ustanovah vedno potrebujejo. In ker potez humanitarnega značaja nikdar ni dovolj, se je v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor znova izpeljala krvodajalska akcija, s katero vsi povezani z vijoličasto barvo izkažejo podporo vsem someščanom, ki so potrebni pomoči. V ponedeljek je bilo v klubskih prostorih živahno od 9 do 15. Vmes je v imenu ekipe udeležence akcije in medicinsko osebje prišel pozdraviti tudi kapetan. Marko Tavares se je seznanil s projektom, čestital vsem za množičen odziv. Če kdo potrebuje pomoč, vselej nastopi enotnost v vijoličastem še v večji meri. Ljudje širokega vijoličnega srca pridejo z vseh koncev, ko gre za akcijo pod okriljem NK Maribora. Načeloma sem krvodajalec, kar že 30 let, tako da zdaj sicer je bilo premora ogromno, kot navijač Maribora pa normalno, ko sem zasledil, da je akcija tu, sem rekel, da se bom držil. Se pa kar vidi, da NK Maribor je močna organizacija, glede na odziv, kakršen je na krvodajalske akcije. Bilo kaj bi NK Maribor naredil, mislim, da je bilo polno, tako da ker je za pozdraviti to akcijo. Ob izkušenih krvodajalcih je vedno posebej lepo videti številne mlade obraze. Če bi bilo treba obiskati stacionarni oddelek, mnogi najbrž ne bi prestopili praga bolnišnice. Tako pa se je poskrbelo tudi za prihodnost krvodajalskega sistema. Prihod na stadion je namreč pomenil povsem drugačno doživetje, ki je vključevalo tudi obvezno malico v posebnem okolju, ob pogledu s tribune na prizorišče velikih spektaklov. Že dolgo sem želela iti, samo nikoli ni bilo prave priložnosti. Zdaj pa se mi je to zdela vrede ideja, da organizira NK Maribor. Drugače tudi navijačica pri Violah. Ni bilo nobenega straha. Super je. Akcijo pa sem pač na Facebooku zvedel, te pa je pač tako prišlo, z sošolko smo prišla, tako da smo se nekako skupinsko odločila za to. Fajn je, ker ni nekaj groznega, pač, ali pa ne treba nekako tako dolgo, da če pa nekdo to rabi, pa je pač fajn, da daš. Podaj naprej vijolično kri, projekt za sedanjost in za prihodnost, projekt pozitivne energije. Smo vsi zelo veseli, zelo prijetno presenečeni, oziroma pričakovali smo tudi lepo udeležbo, ampak je res dokazali ste spet, da ste pripravljeni pomagati takrat, kot je treba. Tu je eno vzdušje čisto drugačne, pozitivno, tudi kar nekaj je krvodajalcev, kateri so prvič prišli, tega smo vedno veseli, v upanju, da ostanejo potem v naših vrstah, da jih potem spet imamo takrat, ko potrebujemo. Po opravljenih odvzemih je skupni projekt dosegel namen. Končni podatki so dovolj zgovorni. Zbranih je 59.850 ml krvi. Akcija je uspela in bo ostala stalnica. Sigurno smo kar če lahko rečem, iz tistega mogoče mejnega, če so določene zaloge izplavali malo, tako da smo zelo, zelo hvaležni vsem tistim, kateri so danes tukaj, pa vam tudi za ves trud hvala lepa in upamo, da bo ostala tradicija, da bomo se še naprej videvali v takem prijetnem okolju.